Tudi na Celjskem številne proslave v počastitev slovenskega kulturnega praznika. V Žalcu odprli novo enoto delavske hranilnice. Košarkarji Zlatoroga z zmago proti Šenčurju še bližje uvrstitvi v Ligo za prvaka. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Slovenski kulturni praznik je dan, ko se spominjamo našega največjega pesnika, dr. Franceta Prešerna. V ta namen so po vsej državi v minulih dneh potekale tudi slovesnosti, na katerih so se predstavili kulturniki različnih zvrsti umetnosti. V Celju je bila osrednja slovesnost v veliki dvorani Narodnega doma. Na dan smrti največjega slovenskega pesnika 8. februarja praznujemo Prešernov dan. To je dela prost dan in dan, ko mnoge kulturne ustanove po državi odprejo svoja vrata zastonj. Prav tako pa okrog tega dne potekajo slovesnosti temu dnevu na čast. Predvsem se mi zdi, da je slovenski kulturni praznik nekaj res posebnega, tudi pomembnega, vsekakor pa unikatnega, saj smo res lahko privilegirani, da živimo v državi, kjer ga, v eni redkih držav, ki ga praznujemo. Torej, da smo si poleg vseh državnih, verskih, osebnih praznikov posebej nekako izpostavili tudi kulturo in s tem tudi na nek deklarativen način priznavamo in se spominjamo, da je kultura tisto, kar je ta narod predvsem naredila, obdržala in ga še vedno v največji možni meri določa. Meni osebno je kulturni praznik izjemno pomemben praznik. Lahko rečem, da ga uvrščam na najvišjo stopnjo na svoji lestvici praznovanj, glede na to, da sem prežeta s kulturo leta in leta kot ustvarjalka na eni strani in kot sooblikovalka tudi številnih kulturnih dogajanj v mestu Celju, pa še toliko bolj. Ampak ne samo zaradi tega sooblikovanja, preprosto zrasla sem v kulturnem okolju, kjer smo vedno se izjemno dobro razumeli s knjigo, kjer je bila doma vedno lepa pesem in smo si znali narediti torej že vsakdanje bivanje prežeto s kulturno ustvarjalnostjo in na nek način to poslanstvo in to nosim v srcu, v duši in zato mi je ob slovenskem kulturnem prazniku izjemno toplo pri duši, tako kot mi je bilo nocoj. Kulturni večer so soustvarili celjski kulturniki. Orkester Akord pod vodstvom dirigenta Matjaža Brežnika, solista Andreja Zakonšek-Krt in Primož Krt ter gledališče Zarja Celje s poezijo slovenskih pesniških legend v režiji Tomaža Krajnca. Da bi primanjkovalo mladih kulturnih ustvarjalcev, se v Celju ni zabati. Koliko pa imajo pri tem udejstvovanju dejansko podpore, pa je vprašanje. Jaz mislim, da imamo celjski kulturniki predvsem mnogo volje, da si poskušamo ustvariti svetlo prihodnost, občasno bi pa tudi kakšna pomoč od tistih, ki kulturi odmirjajo čas in prostor in ti v temle aktualnem času niso ravno najbolj naklonjeni kulturi, lahko mogoče postorili kaj več za našo skupno svetlo prihodnost, kajti kultura je, če hočemo ali pa ne, glava nekega naroda in ko ukineš kulturo, narodu na nek način odsekaš tudi glavo in jaz srčno upam, da si Slovenci, ne samo Celjani, tudi širše ne bomo tega privoščili. Slovesnost v Narodnem domu je z govorom popestril prejemnik nagrade Prešernovega sklada za skladateljski opus Nenad Firšt, ki je med drugim tudi umetniški vodja Celjskega godalnega orkestra ter predsednik Društva slovenskih skladateljev. Vsekakor je kulturno življenje v Celju zadovoljivo, dobro razvito, že tradicionalno premoremo kar lepo število kulturnih društev, ki so zelo kakovostna in absolutno presegajo tudi to lokalno raven. V Celju gostujejo najemenitnejši ustvarjalci iz Slovenije in od drugod, to je vse v redu. Nekoliko pa sem zadržan včasih do percepcije celjskega občinstva. Namreč zdi se mi, da smo včasih kot občinstvo nekoliko premalo kritični, premalo zahtevni, morda prehitro zadovoljni, ob tem sem se pa tudi seveda nekoliko bolj kritično poskusil izraziti o
tako zvanih tistih, ki to kulturo krojijo, torej to kulturno življenje krojijo. Tudi od teh kreatorjev bi si želel velikokrat več drznosti, novih izzivov in novih informacij. Lahko rečemo, da se je v Celju na področju kulture marsikaj naredilo in se še dela. Zato skrbijo tako ustvarjalci kot gledalci in poslušalci, ki so vedno bolj kritični. In prav je tako. Na osrednji šentjurski prireditvi ob kulturnem prazniku je tamkajšnji javni sklad za kulturne dejavnosti podelil 11 priznanj kulturnim ustvarjalcem iz občin Šentjur in Dobje. Zbrane je nagovoril vršilec dolžnosti direktorja Muzeja novejše zgodovine Celje dr. Tonček Kregar, kulturni program pa je pripravilo Kulturno društvo Dramlje. V osrednji šentjurski kulturni dvorani vsako leto gostijo znano ime, ki nagovori občinstvo. Tokrat je to bil vršilec dolžnosti Muzeja novejše zgodovine iz Celja, ki šentjursko lokalno skupnostjo tvorno sodeluje. Tako bo tudi letos ob 170-letnici prihoda južne železnice v te kraje. Dr. Tonček Kregar je ob koncu 9-minutnega nagovora ob negotovem položaju, ki ga doživlja Evropa, dejal, da je odgovore na vprašanja, ki se porajajo, moč najti prav s pomočjo kulture. Priznani sveta območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju malih vokalnih skupin sta prejela ženska vokalna skupina Glasovir, ki letos praznuje 15 let delovanja, in mešana vokalna skupina Gric s polnoletnim stažem. Priznanja za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju otroških gledaliških skupin sta prejeli dve dramski skupini. Dramska skupina osnovne šole Dramlje jo je prejela za predstavo Hajdi, dramska skupina osnovne šole Blaža Kocena Ponikva pa za predstavo Sneguljčica. Za uvrstitev in sodelovanje na regijski likovni razstavi so priznanja prejele 3 članice Društva likovnih ustvarjalcev Riftnik Šentjur. Z izvirno sliko neskončnega vrtinca mobilnih aplikacij je bila že v prvi udeležbi uspešna Kvirina Martina Zupanc. Klavdija Simler ima za sabo že več kot 10 razstav, udejstvuje pa se tudi kostumografiji in kulinariki. Najbolj znana tukajšnja likovnica Polonca Kitok razstavlja širom domovine in v vitrinah redno zbira priznanja. Z literarnega področja je priznanja za izbor na Festival mlade literature Urška 2015 kot spremljevalna avtorica prejela Katja Gorečan. Za uvrstitev in sodelovanje na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov 2015 in prejem srebrnega priznanja je priznanje prejel otroški pevski zbor Dobje. Za nastop na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov in prejem zlatega priznanja ter za izbor med 12 najboljših slovenskih mladinskih pevskih zborov za nastop na množičnem koncertu Potujoča muzika je priznanje pripadlo mladinskemu pevskemu zboru osnovne šole Planina pri Sevnici. Na koncu je na odru Ipavčevega kulturnega centra priznanje za izjemne dosežke na področju zborovodstva in strokovnega vodenja mladinskega pevskega zbora s Planine prejel Matej Romih. 2015 je bilo za nas, bi lahko rekel, zelo naporno leto, kajti z mladinskim pevskim zborom smo se spomladi udeležili mladinskega pevskega festivala v Celju. Potem smo 22. maja 2015 smo se udeležili regijskega tekmovanja, potem 6. decembra smo pa sodelovali na množičnem koncertu izbranih slovenskih mladinskih pevskih zborov Potujoča muzika, ki se je odvijalo v Galovcevi dvorani Cankarjevega doma. To je, kar se tiče mladinskega zborovskega petja, smo pa tudi z mešanim pevskim zborom Zarja v mesecu novembru obeležili 25-letnico delovanja. Kulturni program prireditve, ki je nosila naslov Iz srca so privrele melodije, je bil letos v domeni Kulturnega društva Dramlje, ki je lani praznovalo okrogli obletnici moškega in ženskega pevskega zbora. V kraju je zdaj že dolga tradicija, 40 let, in seveda s časom se stvari dopolnjujejo, nove želje in ljudje, ki so člani društva, si pač želijo enkrat tu, malo tu, ohraniti neko tradicijo, kot so ljudski pevci, nekaj novega, kot so dalmatinske skladbe, ki imamo tudi svojo sekcijo skupino. Zdaj bi radi še kakšno folkloro, čeprav del naših že sodeluje z Lindverjem, naših članov, bi rekli, dramljskih plesalcev, ampak da smo naredili en krovno folkloro v Šentjurju, smo pač tukaj prepustili mesto tudi
tej širši zadevi, da je tudi ta skupina lažje deluje. Ne? Da bi vsak kraj imel svojo folklorno skupino, to so veliki stroški in je prav, da tudi tukaj malo skupaj stopimo, pa rečemo, pa na širšem nivoju naredimo tudi takšno folklorno skupino. Drugače imamo pa, tako smo rekli, še zasedbo mešano skupaj, ko naredimo oba zbora, tako da je potem tu kar 5-6, tudi dramsko, da je tudi kaj zaigramo, kakšen manjši skeč in tako naprej. Tako, da zdaj, ko bomo imeli prostore svoje čist fertik urejene, bo tudi lažje tudi na teh vajah, bomo sigurno še probali spraviti še to dramsko skupino v tek, tudi kako folklorko še, če bojo možnosti in da bo še društvo še bolje zaživelo. Tudi kakšno literarno sekcijo bomo dali zraven, tudi še kako likovno, tako da bomo imeli vse. Da bodo Dramelčani imeli tudi še druge možnosti se udejstvovati pač prostovoljno v društvu. Zdaj imamo materinski dan na črtu, potem pride na vrsto že Jurjeva revija, spet se morajo zbori predstaviti. Gremo še letos po dolgem času spet v Stično, kjer se združenje slovenskih zborov, tako da dela ne bo zmanjkalo. V Žalcu so odprli novo enoto delavske hranilnice. Druga enota po vrsti je nadgradila že obstoječo, predvsem z novimi površinami za komitente in občane ter občanke, ki v njej množično plačujejo položnice preko občinske blagajne. Delavska hranilnica letos praznuje 25 let svojega delovanja. Današnji bančni prostor je bistveno drugačen, kot je bil pred dobrima 2 desetletjama. V Slovenijo so prišle tuje banke, hranilno-kreditne službe so izginile, ostale pa so le 3 hranilnice. Bilančna vsota delavske hranilnice je približno 1 milijarda evrov. Druga največja hranilnica v Sloveniji ima na primer bilančno vsoto okoli 300 milijonov, tretja 30 milijonov evrov. Zgovoren podatek, ki delavsko hranilnico uvršča v kategorijo malih bank. Mi se tudi tako počutimo. Se zavedamo te odgovornosti, da smo, čeprav najmanjša, ampak pomembna bančna inštitucija. Pomembno je to, da nam ljudje zaupajo. In ta stopnja zaupanja terja od nas še večjo odgovornost. Uspehe delavska hranilnica dosega tudi zaradi prijaznosti in strokovnosti svojih zaposlenih. Ja, tako. Glede, mi se z ljudmi ogromno ukvarjamo. Tako da je stalno usposabljanje, permanentno usposabljanje ljudi, tudi stalno opozarjanje, da se, če se ne da, izogibamo napakam v komunikacijah, ker največ napak lahko nastaja ravno v komunikacijah s komitenti. In tega se seveda treba zavedati. In moram kar reči, da nam to uspeva. Ljudje, zlasti občani, nas kar znajo pohvaliti, da smo prijazna bančna inštitucija, da so konec koncev tudi naši prostori, izžarevajo neko toplino, prijaznost in taki so tudi naši ljudje. V Žalcu sta zdaj prisotni kar 2 poslovalnici delavske hranilnice. Zanimiv je podatek, da se to število lahko primerja z Ljubljano, na primer, kjer so odprte 4, in Mariborom, kjer imajo 3 poslovalnice. Prva pa se je v Žalcu odprla pred 3 leti. Ja, delavska hranilnica je zelo uspešna hranilnica, uspešna banka, ima veliko komitentov. Mi smo z njimi odprli to brezplačno blagajno plačevanje položnic za občanke in občane. To se je prejelo za odlično in je zdaj to model, ki ga vpeljujejo povsod po Sloveniji. In ker imajo toliko komitentov, toliko strank, so naši prostori na občini, v naši občinski stavbi obstali premajhni. In posebej ni bilo prostorov za pravni sektor, se pravi za podjetja. In potem so iskali lokacije nekje v Žalcu, nekje blizu. In našli so tu na Šlandrovem trgu svoje nove prostore. To sam pomeni, da se polni ta Šlandrov trg, da dobiva dušo in to je za mene zelo dobro. Zraven pa če ena banka, ki je dobra, družbeno odgovorna, pride v ta prostor, se približa ljudem,
To je samo dobro za občanke in občane in potem sem tudi jaz preprosto vesel. Če bodo ljudje zadovoljni, bom zadovoljen tudi jaz. V občinski stavbi, torej poslovalnica Delavske hranilnice, še ostaja, pridružuje se ji nova na Šlandrovem trgu. Direktorica žalske enote pojasnjuje delitev obeh. Ja, danes smo tu na Šlandrovem trgu odprli novo poslovalnico, ko smo leta aprila 2012 začeli skromno v prostorih občine, si nismo predstavljali, da bomo zrasli v močno, stabilno enoto, kot je ta danes. Za naše komitente, ko so do danes potrpežljivo čakali v vrstah, smo priskrbeli, se pravi, dodatnih 180 kvadratov na novi lokaciji. Stara lokacija ostaja, se pravi, občani bodo tam še vedno lahko plačevali položnice, pravne osebe pa bodo zadeve urejale na novi lokaciji. Tako da mi ostajamo zanesljivi partnerji, vljudno vabljeni vsi skupaj. Delavska hranilnica vsako leto beleži boljše poslovne rezultate, povečuje obseg poslovanja, širi poslovno mrežo, posluje varno in preudarno in ostaja zvesta vsem komitentom in tistim, ki to postajajo. Svoje poslanstvo izpolnjujejo tudi danes in cilj je, da ga bodo tudi v prihodnje. V 14. krogu košarkarskega državnega prvenstva je Rogaška Slatina z zmago pri Heliosu v Domžalah ostala na vrhu prvenstvene lestvice. Pomemben korak v uvrstitvi v Ligo za prvaka so storili tudi Laščani, ki so v Treh lilijah z 79-74 premagali moštvo Šenčurja. Podatek, da je bila tekma 9-krat izenačena, ekipi pa sta se 11-krat izmenjali v vodstvu, zgovorno priča o enakovredni borbi, o kateri so na koncu odločale malenkosti. Razliko za zmago so gostitelji naredili šele v zadnjih 2 minutah tekme. Izredno pomembna tekma za nas, to se je tudi videlo na igrišču. Danes zopet 2 različna polčasa, nismo bili pravi v prvem polčasu, preveč napak, preveč zgleda se igralci res bi pod nekim pritiskom, da morajo zmagati. Preveč zgrešenih odprtih metov, preveč preslabo zapiranje v obrambi, slab skok in pa seveda gostom smo dopustili v prvem času, da so se razigrali. Oni so izkušena ekipa, imajo za sabo že veliko kilometražo, tako da kaznujejo vsako napako in to se je zgodilo v prvem polčasu, tako da so ga oni tudi zasluženo dobili. Drugi polčas pa posebno drugačna slika mojih fantov, res smo odigrali eno dobro obrambo in na osnovi te dobre obrambe je stekel potem tudi napad, odigrali smo par kontranapadov, bolje skakali, dobili samo 29 košev v drugem polčasu in mislim, da je to glavni vzrok, da smo nocoj na koncu se le veselili mi. Danijel Vujasinović in Goran Jurah sta bila z 19 točkami najboljša strelca Zlatoroga, ki je zdaj na lestvici že 2 zmagi pred Šenčurjani ter že zelo blizu uvrstitve v Ligo za prvaka. V bistvu niti ne smemo gledati nazaj, niti ne računamo še, do konca imamo mi še 3 tekme. Doma pred svojimi gledalci 2, to je Rogaška in pa Škofja Loka in pa tekmo v gosteh v Elektri in jaz si samo eno želim oziroma naš cilj je, da zmagamo vse 3 tekme do konca. Laščani bodo konec tedna v domačem prvenstvu prosti, zato bodo počasi vse misli že usmerili k četrtfinalu pokalnega tekmovanja, ko bo njihova nasprotnica Union Olimpija. Čeprav nas čaka tekma četrtfinala Alpe Adrie pokala v Levicah in ko se vrnemo iz Slovaške, takoj maksimalna koncentracija na četrtfinale pokala proti Olimpiji. Jutri bo pretežno oblačno, zjutraj bo večinoma suho, predvsem v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije bodo občasno rahle padavine, ki se bodo popoldne krepile in se razširile proti osrednji Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa od 6 do 14 stopinj Celzija. V noči na sredo bo dež zajel vso Slovenijo, v sredo popoldne pa bodo padavine od zahoda ponehale, meja sneženja pa se bo spustila do nadmorske višine okoli 600 metrov. V četrtek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po kotlinah možna tudi megla. Takšni so bili torej dogodki dneva na današnji kulturni dan. Preživite ga še naprej lepo, kolikor ga je ostalo. Vidimo in slišimo se spet jutri.